Evo, pozdravljeni spet nazaj v našem podcastu. Hvala vsem, ki nas spremljate. Hvala, ki nas spremljate na Instagramu, na Facebooku ne, na Facebooku so bedni, pa na TikToku. V glavnem opazili smo, da se vas več kot 70% naših gledalcev ne naroči na naš kanal. To nam veliko pomeni, zato da lahko ustvarjamo, pa zato da se ful dobro počutimo, ne, naši egoti so ranjeni, drugače ne bi nastopali. Se pravi, ruši vse tabu, česa ne sme reči. Tako da ja, like, share, subscribe. Upam, da vam je všeč. Jaz moram posebej pohvaliti našega Jakata, zato ker nam dela TikTok izseke, fenomenalne, zelo se počutimo up to date zaradi tega. Tako da evo, Zvezdana, prosim, deli z nami, koga sva povabila danes na najin podcast. Hvala Maja za tvoj izjemno, kako bi rekla, ekscentričen uvod, kjer si uporabil vse tiste besede, ki se jih ponavadi v uvodu ne sme reči, ampak iskrenost je nad vsem in ker smo mi v Akt podcast iskreni, vabimo tudi iskre ljudi. Danes je z nama en poseben fant, ki sem ga jaz, je bila zelo zanimiva pot, kako sva se spoznala, bil je vztrajen, klical me je, da bi me slikal, da bi me fotografiral in seveda sem odreagirala v začetku tako, ker pač večina žensk, kaj bo zdaj mene en fotografiral, ne. Potem se je predstavil in je rekel, ne, sem že fotografiral igralke, želim si narediti tak in tak projekt in potem ali je bil pa nastal problem, kdaj se ne dobiva, ker jaz itak nimam nikdar časa. In vmes sem v bistvu začutila, da gre za fanta, ki ima izjemno posebno karizmo in neko vizijo in moram reči, da sem imela potem slabo vest, ker sem bila v začetku tako odklonilna in danes se za to slabo vest v bistvu odkupujem, ker mu želim dati njegovo mesto in prostor v slovenski družbi, predvsem pa se mi zdi tudi izjemen sogovornik. Njegovo zgodbo poznam samo približno, življenjsko pa se mi zdi, da nam ima marsikaj zapovedati. Priključite se nam, vesela sem Maj tudi, da boš ti danes spoznal mojega prijatelja. Danes se midva v bistvu drugič, Jernej Jelen, drugič v življenju se vidiva. Enkrat, ko si me fotografiral in zdaj si v mojem domu, dobrodošel. Ja, hvala. Kaj bi rekel na ta moj uvod? Ja, lep, kaj naj rečem, no. Ja, kako pa si ti to doživljal? Kako si ti doživljal to, kako si... V bistvu, začni s tem, kdaj se ti je porodila ta ideja in kako si nas vabil igralke oziroma za kakšen projekt tvoj gre, ne? Ja, jaz sem leta 2019, še prej sem šel v Milano na teden mode, razmišljal, da bi naredil nek projekt z igralkami, niti nisem vedel približen kaj, ampak nekaj bi bilo, no. Pa bila kar ideja, bi pa nekaj brez make-upa, pa da bi bile malo naravne pa te stvari, no. In sem rekel, grem v akcijo, pa vprašam, ne. Pa sem si nekako domislil koncept projekta, ampak pa sem rekel, pa sej, kje bom kontakte dobil, pa sej ne bodo pa brez veze, da sprašujem, pa sem to kar lepo pospravil v smeti papirček. Pa je bilo konec maja, začetek junija, 14 dni je bilo razlike, no. Sem pa rekel, bom pa vprašal tiste, ko jih v bistvu že poznam, no. Pa sem bil presenečen, vse za, sem rekel, okej, v redu, sem se prav odločil, da jaz pač vprašam. Pa sem pa oktobra 2019 začel s fotografiranjem, 4. oktobra, se točno spomnim, Jerca Mrzel, Judita Zidar pa Jožica Avbelj, to so bile prve 3. Sicer sem iskal prostor v Ljubljani, da bi bil temen, pa z naravno svetlobo, ampak to ni bilo Mission Impossible. In sem pol kar v Narodni galeriji v Zlati dvorani, ker se mi je zdelo tudi, da ni ozadje zdaj preveč kičasto, no, ampak da še vseeno pride pol res obraz do izraza, no, slika cela. In kje si se pa fotografirati naučil? To je bilo pa, jaz sem leta, ne vem sicer, katero leto je to bilo, v glavnem v osnovni šoli, 7. razred,
je bila pač tisto podaljšano bivanje, ko smo imeli preden, da si šel na avtobus. Je bila ena učiteljica, ki me je imela fiziko takrat. To še danes tistega predmeta jaz ne maram, pa ga tudi verjetno nikoli ne bom. In je takrat mi kazala pač fotografije, pa sem mislil, jaz bi pa mogoče tudi kaj poskusil, no. Pa takrat še nisem imel fotoaparata, pa sem dobil pa Olympus digitalni, pa sem jaz pač sem rekel, bom poskusil malo pokrajino slikati, pa malo rožice, pa take stvari, no. In sem v bistvu začel na dežnih kapljicah na listu od tulipana. Pa sem prehendlal na pokrajino, pa je bila pa vedno neka želja, da bi nekot me modno fotografijo vleklo, no. Jaz se spomnim, ne vem, Miss Slovenije smo vedno spremljali doma, pa ne vem, karkoli je bilo takega, no. Pa oma vem, da je kupovala Gracijo, še mislim, da je bila nemška ali avstrijska, nekaj takega, se še to spomnim, pa Jane, pa te stvari, pa bi pa poskusil, no. Pa sem šel pa v en hiter v bistvu tečaj studijske fotografije, pa se pa kar začel nekako lepo peljati, no. Pa nisi v nobeno šolo hodil posebej za fotografijo? Ne. Bil sem sicer takoj po srednji šoli na Inštitutu in Akademiji za multimedije v Ljubljani, pa sem pustil. Zakaj pa? Zato, ker smo pri modni fotografiji slikali plastične lutke, pri hrani smo pa plastično hrano slikali. In mi je bilo to malo, meni pač too much in se rekel, ne rabim papirja, da se bom učil na plastiki slikati. Sem rekel, jaz že, mislim, prave ljudi slikam, pa pravo hrano, zdaj se bom pa tukaj v bistvu zafrkaval z neko plastiko. In sem pa pustil, pa mi ni nič žal, čist nič, ker sem tisto leto potem šel prvič v Milano na teden mode. Mogoče bi bil tisti teden mode kdaj kasneje, ali pa ga tudi ne bi bilo, no. To zdaj ne moram trditi, ampak žal mi ni, no. Kaj pa je ta teden mode ti tako pomenil? Kaj je se tam, mislim, a to je kakšen prestiž za fotografa, ali kaj je to tebi pomenilo? Ja, jaz sem vedno, mislim, da 2015, pa 16, 17 sem spremljal v bistvu revije prek live streamov, no, in točno se spomnim 16.6.2017, rekel, drugo leto, na isti datum bom jaz tukaj stal pred revijo Versace, pa slikal zunaj kot street fotograf ulični. In drug let je točno to na tisti dan se zgodilo, no. Jaz sem rekel, bom pač poskusil, fajn je sicer iti, da imaš pač podpis od neke revije, da greš prek revije, ampak da je neka znana, recimo ne, verjetno kaka Jana lih ne bi zraven prišel, sem pač prek Gracije šel, no. Pa mislim, da je bilo 2 ali 3 dni je bilo razlike med mailom, pošljem v ponedeljek, v sredo zvečer pa mail, da je bila akreditacija sprejeta. In sem rekel, super. In kaj zdaj od takrat redno hodiš na Fashion Week v Milano? 2018 sem bil junija, septembra, 2019 4krat in na moškem in na ženskem. 2020 itak ni bilo v bistvu med korono nič, sam pač kar je bilo prek live streamov. Bil sem sicer 2020 januarja, ampak to je bilo samo 2 noči, toliko da sem malo spet za dušo šel poslikati, no. Zdaj sem bil pa nazadnje lani, junija. Zdaj so bile pač druge stvari, pa je treba malo... A je nekdo kakšno tvojo fotografijo uporabil, tako da bi rekel... Kakšna revija ali pa si to? V reviji sem imel, ja. V reviji so bile najprej tak Gracija, če sem prek njih bil, Elle Slovenija, pa sem imel pa še v GQ Nemčija. Jaz sem rekel, vedno si to zdaj rečem, kdor jezika špara, kruha strada. Če ne rečeš, ne moreš vedeti, a bo rekla tista oseba ne ali ja. In jaz sem takrat to je bilo 2019, sem na, mislim, da je bila Dolce Gabbana revija, jaz vidim direktorja GQ revije tam, sem rekel, grem do njega, pa se vsaj predstaviš, a ne. Pa rekel, da če bi kakšne slike bile v redu, se pa lahko izmenimo, ne. Pa rekel, da mu naj kar vsak dan sproti pač pošiljam na konec dneva fotografije, pa bom itak videl, če bo ali na Instagramu, ali če bo pa v reviji, mi bo pač pa povedal, ne. In je pa bilo v reviji julija. In sem rekel, fajn, super. Drugač pa itak je tam polno enih influencerjev, ko jih spremljam prek Instagrama in prvo leto, ko sem bil tam, sem mislil,
tamle 70 metrov stran od mene je, pa nisem si upal iti pa vprašal, če lahko eno sliko naredimo. Naslednje leto, noben problem, hitro tja preletimo, vprašam, ja, ni problema, naredimo par slik. Ti ljudje se radi fotkajo drugače, ne? Ja. Nimajo problema. Ne, vem, da je bilo pred Versace revijo, je zadnji meni en črnc je bil, no, zrihtan v nulo, tako res, ta pravi po italijanski modi, no. Oblečen, pa pogledam nazaj, sem rekel, tega bi pa bilo fajn slikati, noben ga v bistvu ni videl, ker je bil toliko skrit zadnji, ga poslikam, pa sem takole naredil pal nazaj. Sem rekel, fajn, v redu. Kategat sem pa 18 leta sem delal pa v bistvu z avstralski buyer, dela za spletno trgovino, The Iconic, v bistvu nekaj takega bi rekel kot Asos, kakorkoli, no. Ampak imajo bolj high-class znamke, no, od Armanija naprej pa take stvari. In sem jaz takrat pisal na komentarje pod sliko, ker itak sporočila to ne gledajo, in mi odpiše, da lahko narediva brez problema pred Versace revijo in par fotk, pa če bi bilo v redu, bi lahko pač mi dva redno tam pač fotografirala. Sem rekel, zdaj pa 150% od sebe, dej, ne samo 100. In narediva, pa rekel, če bi mi lahko kar sliko poslal. Pa jaz takrat, če nisem imel fotoaparata, da bi si prek Bluetootha lahko poslal slike, sem rekel, noč grem hiter zdaj med revijo, 1 urca itak revije, grem hiter v akreditacijsko pisarno, slike na računalnik, mu jih hiter pošljem, evo je bilo konec revije, so še bile slike objavljene. Sem rekel, super. Da je bilo res ekspresno, no. Ampak to se pravi, končava oziroma začniva spet tam, ti si slikal te 3 igralke in si malo že imel izkušenj, kako se je treba obračati do nas. Kako je pošlo pol, kako si prišel do mene, kako se je pol ta projekt naprej razvijal? Ja, do tebe kar prek Facebooka, Eva. Ja, sem pisal, ampak pa tudi nekaj itak kontaktov jih je zelo težko dobiti, no. Pa sem malo po teatrih pisal, pa tam ni bilo nobenega velikega uspeha. Pa sem rekel, hvala komerkoli, no, da sem še ugotovil, da obstaja Združenje dramskih umetnikov Slovenije in sem v bistvu tam tistega, kar nisem imel od kontaktov, sem se pri njih dobil potem, no. Pa si nas moral fejst prositi, ali kako je to šlo? Ali pol, ko se je enkrat začel, se je začel? Ne, moram reči, da ko sem imel 10 slik, je pol kar so že rekli, se si pa njo tudi sliko, bi pa jaz tudi pala, ne. Ja. Veš, kaj mene zanima, kaj pa imaš ti recimo, a ti to daje kakšen občutek, kaj imaš od tega recimo, da en tak projekt spravaš skupaj? Ja, prvo mi je že bilo to, ko sem imel neke sanje ali pa prebliske, bi jaz temu rekel, en projekt, da bi naredil. Že to mi je bilo prvič, pa da bi bila razstava, sem rekel, če bo pa razstava, to pa pol sem pa na konju, no. Sicer se je malo vlekla ta razstava potem, no, ker vmes je bilo najprej 23 igralk mišljenih, potem sem pa med korono sem rekel, 50, kam mi je všeč, pa sicer še danes ne znam pojasniti zakaj, ampak sem pa šel na 50, pa imam čisto vse teatre razen koprskega, ne, ker nisem igralk zdaj izbiral, ne vem, Zvezdana Mlakar je igralka, bom njo vzel, ampak sem jih v bistvu jemal po enem, bom rekel, po abecednem redu. Ne, ja, na tak način, no. A sem jih Da sem jaz igralka drame, una Maribora, ne? Ne, jaz sem jih v bistvu zbiral potem, a sem jih gledal v filmih, serijah, na nizankah, no, kakorkoli, ali pa poslušal v risankah. Jaz sem živ žavom gor zrasel in si zapomniš takoj glasove. In pač po tismu sem pa jemal igralke. Vem, da ti je parkrat, mislim, par tih pa ni uspel fotografirati tvojih velikih želja, ne? Samo ene. Ja, samo ene, ampak nič za to. Ne še. Ne, sem zaključil s projektom, ne bom več. Mislil sem pa na 100 iti, pa sem rekel, se mi zdi, pa da je 50 taka dost, bom rekel, intimna številka, pa ko je že 100, pa se mi zdi, da ne vem, bi projekt malo tudi zgubil pomena, no. Ampak kaj si hotel s tem, kaj je bilo to svoje sporočilo? Hvala ti za sliko, ne? Ja, malenkost. Poglejte. Aha, tako, gled, črno-bela meni je zelo všeč in zdaj bo to, evo, takole. Kaj si hotel s tem
v bistvu, kakšno sporočilo, kako smo brez make-upa, kako smo življenjske, Ja, meni je- osebnost, naprimer, kaj tle vam pride ven? Ja, meni je pri vsaki sliki všeč, ko pogledam in si rečem, aha, pa ne, da zdaj sem čisto vsako to dobro spoznal ali kakorkoli, ampak ne vem, pač se da skozi sliko začutiti, da je vsaka slika posebna, pa vsak človek na njej drugačna, ne. Pa tudi to mi je bilo pa recimo lepo, ne vem, gube brazgotine, ko so na obrazu, ima pač neko zgodbo za tem, pa se mi je zdelo zelo lepo, da bi nekaj na tak način naredil. Pa tudi malo sem že bil, bom rekel, prenasičen photoshopiranja, mislim, vse dobro, 1 leto ni veliko, ampak si rečeš, bi pa nekaj drugega poskusil, no. Tudi črno-bele res recimo nikoli nisem prej delal. In je tudi bil to, bom rekel, projekt v moji glavi, da bojo sploh črno-bele ratale, ker prve 4, ko sem imel barne, si rekel, to pa jaz ne bom črno-belih delal, so mi lepši barne, ampak pa sem jih imel pa 15, se pa točno spomnim, sem si jih dal sem si jih sprintal, barne in črno-bele, sem rekel, ne, črno-bele grejo naprej takoj. A ti to delaš po občutku, ali mislim, imaš kakšno filozofsko razlago odzadaj, zakaj je glih igralke, brez make-upa, tvoje, tiste, ki smo pustile vtis na tebi, nate, mislim, ali kako? Zakaj igralke? Zato, ker se pravi, prej sem že rekel, da sem v bistvu z živžavom gor zrastel, ampak pa sem pa 2012 začel hoditi v gledališče in ravno pri vas je bila prva predstava, Padec Evrope. Ja. Takrat sem bil prvič in zdaj grem že evo v 11. leto, bom rekel, zveze z gledališčem. Redno. Zveze, misliš, kako ljubezni? Ljubezni, ja. Fascinacije. Ja. Takrat, ne vem, pa se mi je tudi mišljenje spremenil, pa pogled na svet, no, in sem rekel, to je to. A tebi je teater spremenil življenje? Ja. Kako? To mi pa povej. Ja, pri meni sta se starša 2009 ločila, pa kar naenkrat, nič nisem imel zanimanja za več, no. Pa je bilo nekaj malega, je bilo fotografije, ampak to je bilo za dušo. Pa sem rekel, jaz bi pa šel enkrat v gledališče, pa ne vem zakaj. Ja. Bi šel. Pa sem rekel, pa ne bi šel kar na neko dramo, ne vem, lahko se mi pa, bom rekel, zameri teater, ne, do konca življenja. Ampak sem očitno pravo predstavo zbral, no. Takrat je še Polona Juhnot igrala, mi je še tisto bilo super. Pa sem bil pa redno pri vas do 15. leta. 15. leta sem pa pošel jaz v mestno gledališče. Sem pa musical gledal, vse je v redu musical, sam čez drame ni. Pa nasploh ljubljanske drame, no. A ne? Pa kaj te zgodbe, kaj te tako fascinira, naprimer, jaz vem, da je Padec Evrope je bila nora predstava, ne, tam smo noreli gor pa tako, ne. Ta resnica, ki se jo dotikamo, ali način, kako govorimo o življenju? Oboje. Pa ne vem, včasih se mi zdi, pa se kar zdaj bolj kot prej, no, se kar s kako osebo lahko kar takoj nekako poistovetim, no. Recimo kaj, jaz sem zdaj gledal v Mariboru, sem gledal Vanja, Sonja, Maša in Špik, sicer komedija, pa sem se pri 2 osebah kar takoj, pri enih stvareh takoj najdu, no. Ja. Pa sem bil na, to noč sem jo videl, sicer 4 ure predstava traja, ali 3 ure pa pol, je malo težka za spremljati, ampak gledal sem jo 2-krat v Cankarjevem domu, pa potem v Stari dvorani, pa moram reči, da mi je v Stari dvorani bila dosti bolj všeč. Oder je manjši, pa vse je bolj na kupu, ker v Cankarjevem domu se mi je pa zdelo, da sem skakal iz ene strani na drugo stran. A 2020 si videl predstavo? Ne, tiste pa nisem gledal. Tiste nisi Je gledal. pa škoda, da ni več ponovitev. Ja. To pa je. Ne, veš, zaradi česa te to sprašujem, ker veliko ljudi ne gre v gledališče, ker se jim zdi, da je to dolgočasno, ne. In kaj bi ti rekel, zakaj bi nekdo sploh šel v gledališče, ne?
Ja, ne vem, poskusiti mora, ali kaj bi jaz rekel. No? Ja. Ko ne vem, Ni za vsakega, ne? Ja, jaz recimo, ko sem začel hoditi, so vsi govorili, ja, pa kaj boš tam tiste stare babe gledal, pa tam tiste igralke na odru, pa vse neki govorijo brez veze. Lej, ti imaš, ne vem, križanke ali pa film na televiziji vsak dan, jaz bom pač to imel. No? A misliš, da je bližje recimo mlajšim oziroma zdaj trenutnim mladim generacijam fotografija ali drama? Ali gledališče? Gledališče. Rajši gledajo fotografije. Kaj bi ti rekel? Mislim, kaj? Ne. Pravzaprav. Jaz bi rekel, da gledališče. A misliš, da je? Ja, ne vem, no. Mislim, zdaj s telefonom, zdaj, kaj je telefon, pač imamo tako dobre fotografije na telefonu, ki so Instagram in vse to, ne. Ampak tako, ne, ko si tudi mlajši, pa govoriš tako lepo o drami in o fotografiji, vprašam, ne, kaj se ti zdi, da mogoče malo več damo na fotografijo? Ja, tudi to, no. A? Ja. Se lažje poistovetiš fotografijo, kot z dramo. Kaj tebe poslušam, ne? Mi smo recimo, vidim, da si zelo empatičen človek, ne bi mogel tako govoriti o drami. Ne? V gledališču predvsem reči, zaradi tega, ker drama, vse veš, drama. Ne? Ja, Ja. ne, ampak tako razmišljam, ne? Ker to sta v bistvu res ena dva različna pola. Ne? Kako ti to vidiš? Ja, ne vem, jaz sem prvo sem itak v gledališče začel hoditi, pa je bila pa, bom rekel, portretna fotografija je še lepo prišla, pa sem vedno rad, recimo v mestnem gledališču, ne toliko tiste gledališke liste, pri drami mi je pa všeč, ker je noter besedilo, pa ne vem, recimo pri Ponoreli lokomotivi je pa Richard III plus drugi, znam kar nekaj stvari na pamet povedati, ko mi je bilo toliko všeč, pa ne vem, Ponorelo lokomotivo sem jaz 3-krat gledal. Ja, fenomenalna predstava. Ta prvič gledam, v prvi vrsti sem bil, pa pride Tina Vrbnjak, a se lahko k vam usedem? Komod. Ampak pol, ta drugič, tretjič je pa že bilo malo drugače, pa zakaj so to naredili, pa sem, ne vem, pač pa malo že razmišljal zraven, kaj pa če bi bilo kaj drugače, pa če bi kaj drugače povedali, pa take stvari, no. A pa si opazil, da vsakič malo drugače odigrajo? Ja. Bom rekel, v ljubljanski drami nisem tolikrat recimo videl, v mariborski drami sem pa bil 3-krat na predstavi Vanja, Sonja, Maša in Špik. Pa moram reči, da ta prvič je bila beseda, ja se ne vem, a lahko povemo, ne, beseda. Ja, lahko. Beseda, v redu, ta prva beseda, ko je bila recimo kurva, ta drugič je bila prasica, ta tretjič pa lajdra. In to sem si recimo takoj zapomnil. No. Pa tudi, ne vem, neki gibi na odru, ko so mogoče prvič bili, so bili pa tretjič drugačni. Ja, v SNG drama smo zelo disciplinirani, ne, in je manj tega, razen če ni tako zmenjena. Ne. Ne, pa se opaziš, ampak čar tega je, veš, dolgo časa nisem nekoga spoznal, ki bi jaz tudi rad predstave gledam večkrat. Ne. In ja, čist. In je zanimivo, ne, se z nekom tako pogovarjati, li zaradi tega, ker jaz pa vsakič li zaradi tega hodim, ker je vsakič malo drugače. Greš na premiero, pa čutiš, da so živčni, pa greš takrat, pa vidiš, da je mal off, ne, pa vidiš, da je to v bistvu res ena taka živa stvar. Veš, kaj me zanima, ti si očitno estet za besedo, za obliko, pa me zanima v tej poplavi mladosti, se pravi brez gub in brez vsega tega, kako ti to doživljaš, namreč, ker meni se to zdi zdaj pa že abotno, oziroma do zdaj me niti ni toliko motil, zdaj me pa moti ta enoznačen fokus samo na zunanjost in nobene vsebine in mislim, kako ti to gledaš kot fotograf, pa tudi kot na koncu beauty fotograf. Jaz, ko sem začel s tem projektom, no, sem prej tak tudi sam, važno, da je slika lepa. Pa da šlo gor zgleda v redu. Ni mi bilo pa pol toliko recimo, kako se pa oseba počuti, ko je slikam recimo. Ali pa, ne vem, jaz če sebe pogledam, mene če kdo postavil pred objektiv, konec, trd, ne bom nič naredil. Se ne moram slikati. In popr kakih igralk je to bilo, ja pa jaz se pa ful ne maram slikati, pa sem mislil, ja sej, jaz se tudi ne, pa če se moram, moram. Tudi bi potrpel, če bi me kdo kam povabil, no. Ampak potem je bilo pa bolj tisto fascinantno pri igralkah, ne vem, nekih itak ne poznaš sploh, recimo Ivanka Mežanova, recimo.
Meni je bila na začetku, bom rekel, taka, sem si mislil, da to bo pa ena taka, pa ne naduta ženska, ne vem, kako bi temu rekel. Nedostopna, ja. Ampak ko so se pa prvič videla, ko je zraven Marjane Brecelj prišla, sem mislil, to je pa angel na zemlji, no. In so se pa v bistvu takoj ujela, pa sem rekel, deva mal, da ne bova kar šla slikat, pa mal pogovora upeleš, no. Pa sem rekel, zdaj sem videl pri eni igralki, pri Marinki Šternovi, so šla kar takoj slikat, pa mi niso bile všeč slike. Se mi zdi, da vsaj en tist kontakt, pa da vsaj ne par besed spregovoriš, no, more biti, no. Je pa čist tudi slika druga. Recimo pri Ivanki so pa čist lepe recimo takoj naredila. In se mi tudi drugače, če druge stvari slikam. Raj vidim, da se prej, vsaj pol urce prej dobim, ali ni važno, a na parkingu, ali na kavi, karkoli, toliko, da je malenga stika, ja. Pa ti zdaj o tem govoriš tako na tak način podoben, kot jaz naprimer opisujem pogovor, ne? Pogovor je, jaz sicer ne pogovarjam rada prej, zaradi tega, ker ljudje pa včasih mislijo, da so mi že vse povedali, pa pol ne znajo ponoviti, ampak to je v bistvu, ti se pogovarjaš in v bistvu iščeš kaj? Najlepše, najbolj zanimivo, najbolj tega človeka, tako kot ti vidiš. Ja, ker se mi zdi, da ko sem rekel prej, pri Šternovi recimo sem jo jaz videl na tak način, ko ne vem, ko si jo videl v kakšni seriji ali pa na slikah. Pa sem rekel, dajva narediti malo pauze, pa greva nazaj, pa smo šla res za 10 minut ven, prideva nazaj, sem pa rekel, zdaj si jo pa čist malo spoznal, no, sem rekel, zdaj bom pa jaz malo bolj vedel, v bistvu, kako sliko ven pripeljati. Recimo pri tebi moram pa tudi priznati, prej sem imel vedno v glavi, daj roko čisto malo dol nižji spust, pa vedno so bile igralke v bistvu, da so sedele naravnost proti meni. Ti si pa ta prva bila, ko sem ji dovolil, da si je obrnala stol, pa roke dala gor na stol, tam, ko v bistvu imaš hrbet. In sem rekel, se pa tudi ne prije pa toliko slaba slika ven, ne? In sem pa čist pri vseh naprej potem pustil čist proste roke, no. Nisem pa tudi nič glavo dal. Prej si jih pa kar komandiral, kaj? Sem, ampak bom rekel v mejah normale, no. Ne vem, če recimo gledam v Milano na ulici, sem ful govoril, dajva to pozo pa roko tja, pa ni mi všeč roko malo niže, glavo malo dol, daj mogoče pogled malo bolj nežno ali karkoli. Pri igralkah je tudi bilo od začetka, ampak minimalno. Od Zvezdane naprej od tebe, no pa nič. Se rekel, sproščeno, deli kar hočeš, samo da bo slika lepa. Jaz sem pa že vmes povedal, a mi pa še tista, ne vem, nek profil ali karkoli, no. Tudi zdaj recimo, predvčerajšnjim sem bil v Zagrebu. Zdaj delaš pa drug del, zdaj pa delaš projekt isti z igralci Juga. In igralkami, tako, in igralkami, To sem imel pa januarja željo, oziroma že bila lani decembra, pa sem rekel, vsi ti pa vedno govorijo za rojstni dan, pa da boš srečen, pa da boš zdrav, pa sem rekel, pa to je že pase. Zdrav boš, če se boš sam zrihtal, srečen boš tudi, ti ne more to drug pomagati, ne. Sem rekel, jaz si bom pa sam sebi zaželel, da bi mi uspel projekt en nov, pa da bi ga na Jugu delal, no, v bivši Jugoslaviji. In sem šel tudi v bistvu prvi teden v januarju v akcijo, 80 ljudi. Imaš do zdaj? Potrjenih, poslikanih imam pa 10. Koliko je pa cilj? 80. 80. Ja. Rekel sem, če pač ne bo uspelo, glede na to, da imam časa do drugega leta, do začetka julija, razstavo bom imel pa na 70. obletnici Puljskega filmskega festivala. Krasno, čestita. Hvala, sem rekel, vprašam pa vidim, ne. Neki fotk sem že imel za pokazati, pa tudi iz Slovenije, pa sem rekel, dajmo poskusiti, pa da vidimo, kak bo odgovor. In napiše, mislim, da v 2-3 dneh mi napiše ravnateljica, kakorkoli, no, direktorica, da bi bili ful za, ampak da bi mogoče skoraj videla, da bi imel take igralce pa igralke, ko so, ne vem, dobili tam nagrade ali pa, ko so pač v filmih bili.
ampak se pa malo začneš gledati, kdo v bistvu je bil res tam, pa prideš do številke 65. No. Pa se pa tudi se je strinjala, da za 15 ljudi pa ne bomo komplicirali. No. Imam pa v bistvu Črna Gora, imam pač 2 ta glavna teatra, Srbija imam iz Beograda, koliko je možnih, mislim, da jih je 6. Zagreb imam pa tudi v bistvu skoraj vse teatre. No. A traje nekaj vprašam, od česa pa ti živiš? Od fotografije pa od drugih... Mislim, delaš še kaj, ali nisem hodil tako grobo vprašati. Ja. A se da od tega, ker te poslušam, vidim, to mora ful enega cajta ti zavzeti in energije in fokusa, ne? Mislim, ali lahko tega... od tega od fotografij živeti, ne? Ja. Mamo imam zraven, vedno me mora rihtati. Ja, se da, ja. Se da, samo moraš tudi sam si kaj poiskati, no. Ja. Poznam ene par fotografov dobrih slovenskih, tudi mladih, zelo podobne zgodbe, ti bom pol povedal ene par jih tako in vem, da je ful enega dela potrebnega in da noben od njih recimo nima tega kot glavno službo, pa so kar hudi, ne. Ja. Tako, kako je, kakšno je, recimo, kakšno življenje, če si fotografa? Fajno pa razborljivo. Včasih tudi pride, da ni kakega posebnega dela, pa sem pa tudi se rekel, da bom rekel, ego v narekovajih, no. Jaz sem ful bil na začetku, Bog ne daj, da bi kako poroko je sliko ali pa kak krst, to Bog ne daj. Ne, niti slučajno. In sem pa pri sestrični poskusu, pa ni nič težkega, mislim, res ne, ne. Pa sem pa imel, zdaj za sabo imam 8 krstov, saj ni neki velik, ampak neki je, no. Pa prvo poroko sem lani septembra imel, to je bila pa moja bivša soseda, je pa rekla, Jernej, a bi ti nam krst sliko? Sem rekel, lahko, ne. Ja, pa bi se enkrat prišel, bi se malo mi zmenili, v smislu, ko se imaš pa pri krstu, ki je velik zament, vsak krst približno isto poteka, ne. Je pa rekla, ko pride k njej, je rekla, se bova še poročila, zraven sam naskrivaj, mi dva veva, pa ti veš. Sem rekel, Jezus. Breme. Ja, ko v bistvu ti veš, pa poznaš celo njeno familijo, pa ne smeš, Bog ne daj, da kaj črkneš, a ne. Ja. In sem bil živčen do takrat, dokler ni bilo konc krsta, ko je rekel potem še župnik, da zdaj še pa poroka pride na vrsto. In se rekel, tudi me ni strah iti poroke do ene 100 ali pa 120 ljudi slikati, ker sem videl, da ni to nek bav, no. In do tega v bistvu živiš. Ja. Povej mi, kako si se počutil, ko si v Mariboru imel to veliko razstavo na Borštnikovem srečanju. V bistvu ti je uspel, a ti vidiš, kako je fajn, če človek vztrajen. Tebi je veliki met uspel, ali kako bi se temu reklo, ne? Ja, jaz sem, sej verjetno sploh ne bi vprašal za Borštnika pa za razstavo, ampak če si že bil pa glih v Mariboru, pa poznaš par ljudi, pa če vprašaš, a ne? Ja, ni problema. Točno se spomnim, 7:15 jutri pošlje mail, 7:45 odpiše, da bi pa z veseljem samo naj pošljem pač imena igralk, pa bomo pa videli, ne. Pošljem, pa sem si jih vmes še nekaj malo spremenil, sem še pa iz Nove Gorice jih 5 dobil, pa z eno sem še potem ponovno fotografiral. Tiste slike mi nekako niso bile preveč všeč, z Darjo Reichmanovo, pa sva še pa enkrat slikala, no pa ta drugič je bilo pa to, kar sem želel. Maribor pa pol tudi, evo, marca smo začeli pač pol prostore iskati, sicer je bilo mišljeno, da bi imel razstavo najprej v vodnem stolpu, ampak bi bila sam, mislim, da 2 ali 3 dni lahko razstava tam, ker je pol nekaj drugega bilo, pa sem rekel, to je pa zdaj škoda pol pač predstavljati slike, pa smo pa v Vetrinskem dvoru naredili. Pa me je bilo strah, nisem niti vedel, koliko velike slike, pa itak prvič to delaš, nimaš pojma, ne? Pa sam si v bistvu za vse. Pa jaz si naprintam fotografije, gledam, smislu, joj, to bi bilo pa lepo, če bi še podpisi odigral bili zraven. Sej, sliši se fajn ideja, sam tehnično gledano je pa problem. V Novo Gorico iti, pa v Maribor, pa v Ljubljani, da vse to jih dobiš, pa to v enem tednu bi bil pa že res dosežek, da bi mi uspela. No. Pa sem rekel, ne bom nič to delal. Pa sem imel pa 30. maja otvoritev razstave, itak cel živčen,
Kot prvič, a ne. Pa sem še bilo rečeno, da mi bodo pomagali pri postavitvi slik. Pa pridem jaz tja, vse je bilo že postavljeno, pač slike sem imel zraven, pa reče tam tisti gospod, jaz sem vam pripravil laser, je pripravljen, pa si ga sam predstavljate na vsak pano. Pa jaz prvo sliko nalepim, pa grem na drug pano, to pa neko ni v redu, tisti laser mi bil. Sem rekel, jaz kar kmečko logiko uporabo, sem si vzel pa meter, pa sem si v bistvu na tistem krep salotejpu izmeril, da sem si naredil v bistvu črko L. In sem tudi rekel, zakaj bi pa moral vedno po nekih pravilih slike postavljati, da so na sredini. In sem pol videl, slike so bile v bistvu postavljene, da ko si ti noter prišel, si po diagonali iz leve pa z desne videl eno stran fotografij, kontra pa druga. In mi je bilo to, wow, to bo pa lepo. In sem tam pri tistih slikah 3 ure porabil, da sem jih postavil, ker to je pa ena stran pa druga stran, se kar nadelaš, no. Pa hiter domov, se sprobleti, stuširati, zrihtati, hiter nazaj, pa bilo pa fajn na otvoritvi. So še taki ljudje prišli, ko si ne bi mislil, da bi sploh prišli. Oma pa dedi recimo. Ja, še ti zdanje govorila, ja pa saj ne vem, če bom, pa me koleno boli, pa izgovor, ja ne. Sem rekel, no najbolj, da mi še rečeš, da bo šla, ne vem, prat zavese na oknih, no, ti zdanje, ne. Sta tudi pa prišla, no, pa bivša razredničarka iz osnovne šole, pa iz srednje šole so tudi prišli, pa ostale, kjer sem povabil, no. Igralke pa ene so prišle tisti dan, ostale pa, ko so imele predstave, ja, če pa kjer ni bilo, pa tudi zato. Se je važno, da stojijo tam fotografije. Po ta drugo sem imel pa v muzeju filmskih igralcev v Divači, tisti je bilo najprej dogovorjeno. Je bilo pa 18. junija na muzejsko poletno noč. Sem rekel jaz, tole grem jaz kar tisti dan postaviti, ne bom prej hodil. Zdaj že tak vem, placnut vem, imam naštudiranega in mi je bilo dosti lepše tukaj razstavo videti, kot pa v Mariboru, zato ker je na enem mestu oziroma na tisti steni sem imel v bistvu 45 fotografij, kar pač ni šlo tu sem dal pa potem na stojala pa na drugo stran stene. In ko si not prišel, ko si videl vse slike, skoraj vse na enem kupu, je bilo wow, lepo za videti, no. Pa tudi pa sem si recimo v Mariboru nisem imel napisov igralk, pa mi je mogoče malo škoda, ampak sem se pač odločil, kot sem se. V Divači sem imel pa zraven napise, ja, pa priimke. Ko sem izdelal mogoče pa Borštnikovo, pa se, mislim, pridejo, pa že verjetno vejo za igralke, ne, ampak sem pa slišal, da bi bilo tudi lepše, če bi bila imena pa priimki. Sem rekel, v redu, za drugič bomo popravili, no. Pa sem imel pa od 18. junija pa do, mislim, da sem šel 15. septembra pospraviti razstavo v Divačo in sem se še pa tam odločil, da bi si en zvezek ali eno knjigo postavil, pa da kdo kaj zapiše noter. Pa sem mislil, si to ne bojo pisali kaj noter, ja pa sem bil presenečen. Je bilo 10 strani pol popisanih, pa malo prebereš, pa si misliš, to pa lepo napisano. Pa tudi pol vidiš iz cele Slovenije so skoraj bili, no. Od Maribora do Prekmurja, do Kranja, Bovca, vse je bilo noter, ko so kraji napisani zraven. Zdaj še imam pa ta zadnjič razstavo, mislil sem jo imeti v Velenju že prej, v kraju, kjer pa živim, no, zdaj 4 leta, pa ni bilo posluha, bi rekel, no, glede na to, da imamo 2 veliki galeriji, pa odgovora niti sploh ni bilo, pa sem rekel, pač, v redu, not za to. Zdaj bom imel pa v Velenjski knjižnici, pa mi je bilo malo sicer od začetka malo čist mim, ampak sem rekel, pa zakaj, saj 2 sem imel na lepem placu, mislim lepem, tak, da je meni bil všeč, no. Tukaj smo se pa tudi zdaj zmenili, z novembrom imam še razstavo, pogrejo pa fotografije v arhiv. Ja, hvala ti za fotografijo, ki si mi jo prinesel, hvala lepa. Zdaj naslednji projekt bojo pa moški igralci, ali kaj? Ja, ampak mislim, da 50 jih ne bo, ker vidim, da je že pri igralkah sem se ful lovil, pa s časom, pa s prostorom, no. Pa mislim, da jih bom kar 20 imel.
da bo malo manjši, pa bom pozornost preusmeril na projekt na jugu. Aha, Ja. ta projekt je tudi... Aj boš istočasno delal. Ja. Istočasno. Ja. Aha. Daj povej ti meni, mislim, ganljiv si zdaj, ko te poslušam, saj jaz sem dobila ta občutek s časom, tudi ti pesmi pišeš tudi, ne? Tako, Kaj še vse delaš? 165 jih je že, ja. Stari, mene si danes ujel čist nepripravljenega, no, tako ti moram reči. Jaz sem čist ne. Ja, saj je v redu, ti ga spoznavaš, kakšen imaš ja. občutek ti? Boš povedal najprej o pesmi, pa bom jaz Ja, povedal. jaz sem kdaj, mislim, da 2012, ko sem začel teater hoditi, takrat sem začel nekaj malega pisati, pa sem rekel, pa se to ni v redu, niti nisem imel takrat koga, da bi mi povedal mnenje, pa sem pa v srednji šoli imel profesorja za slovenščino, kasneje je bil tudi mentor pri raziskovalni nalogi, pa sem rekel, tam mi bo pa mogoče znal pa iskreno povedati, no. Pa mi je bilo pa vsakič fajn, tudi pri spisih, ko smo jih recimo pisali. Jaz v osnovni šoli spis enka popravljena na enko, popravljena na dvojko. Srednja šola se ne da je zdaj važna, da je petka bila, ampak je bilo za petko, pa sem knjige takrat začel brati, pa v gledališče in je to dvoje pač malo prispevali k temu, no. Pa vedno mi je bilo všeč, ko je rekel, ti še malo razmišljaj o tem, pa še malo o tem, pa malo o tem. Je pa na koncu, ko smo imeli jaz sem imel 3+2 srednjo šolo, se pravi pa v 4. pa 5. letniku, ni bilo dosti spis za tiste 3 strani. Sem še pa imel 1,5 zraven, da je bilo v bistvu 5 strani pol napisanih. Tudi recimo domača branja, točno se spomnim, 10. brat, ko je bilo pa treba vedno obnovo napisati, pa mnenje, pa osebe noter, pa razčlenitev besedila, pa te stvari. Se spomnim, v 5. letniku smo imeli 10 strani sem imel napisanih, ampak na računalniku, to je bilo malo too much zapisati na roko. Pa začnem brati, pa reče profesorca, Jernej, midva bova pa kar zaključila, boš ti to meni pa dal za prebrati, 3 strani preber, pa bom pa jaz na koncu prebrala, no. In mi je pa že zaključila slovenščino, do decembra sem imel že zaključeno in mi pa tudi ni bilo treba sploh hoditi k pouku več, no. In sem vzel, fajn, dobro, da sem pokazal, ne. Ja. No, ker pri pesmih mi je pa profesor povedal, pa daj še malo tudi o tem razmišljaj, pa malo kakšne vejice, kje je postavil, mislim, to je čisto nekaj drugega, ko pa pisati neko obnovo ali neko mnenje. Pa sem pa kar nekako še boljš, pa še boljš, pa še boljš, pa sem pa Ivanki prvič pokazal Mežanovi. Pa mi je dala pa od Mile Kačičeve knjigo. Jaz sem vedel, da je obstajala, da je bila igralka, ampak da je pa pisala pesmi, pa ne. In jaz to pa začnem brati, je pa rekla, Jernej, ko boš prebral, me poklič, pa povej. Pa pokličem, povem, sem rekel, to je pa, kaj lepšega še pa nisem prebral, ne. Pa mi je dala pa še 3 knjige, to zdaj imam v bistvu celo kolekcijo, oziroma... Rite Milo Kačič, gospa je umrla, igralka, fenomenalne pesmi. Ja, pa moram reči, da pri enih pesmih je pa kar en tak isti, v isti stvari piševa, no. Ja. To pa je? Ja, ali o osamljenosti, ali o ljubezni, to dvoje večinoma, no. O teh 2 stvarih. Ja, zdaj so se pa že tudi že bile pesmi, da so po 3 strani napisane, ampak je res, mislim, konkretno napisano, no. Pa včasih pogledam, pa si mislim, nekaj mi ni všeč, pa ne bom zdajle gledal, pa dam na stran, pa če se ne 3-4 dni, pa grem malo pogledat, tole bi pa malo obrnil, pa kako drugo besedo uporabo, tole bi bila vejica, pa malo spremenim, no. Pa mi je fajn, no, pisati. Zdaj, če mi ne bi bilo, ne bi to pisal, no. Kaj boš ti rekel? Ne, če jaz pravim, jaz sem navdušen, no, meni se zdiš tako, jaz sem, še kako pravijo tista, ne, kako že, uči se in učitelj ti bo prišel naproti, ne, tako se meni vedno dogaja, ne, in zdiš se mi izjemno iskren človek, meni se zdi, da nimaš med tle in tle nobene pretirane razdalje, ne. Ravno sem bral eno knjigo od Bruce-Leeja in ugotovil, da jaz osebno živim noro v glavi in zdaj, ko tebe poslušam, mi tako samo pravljaj, ti si umetnost, ti si to, kar jaz vidim, veš, živiš, delaš, pišeš, imaš neko samozavest. Vztrajen si, neverjetno si vztrajen si. Tako, meni se
To je moj vidik, no. Se mi da imaš eno kar ful dobro kombinacijo, no. Tako da jaz sem nadušen. Hvala, da si prišel, no. Moram reči, da so imela že nekaj zanimivih gostov, ampak tebi ful z veseljem te poslušam, no. Mislim, da toliko, kot sva zdaj tih, še nisva bila. Ja. Super. Tako da bomo danes še kakšen tvoj talent mogoče najti. Jaz vem, da si imel ti in ti si tudi, sva se zmenila, pripravljen deliti tudi svojo življenjsko zgodbo, ne? Ja. Ja, in ta niti slučajno ni bila kakšna srečna, ne? Ali kako bi rekel? Od začetka je bila, ja. Pa je bila pa v bistvu ločitev. Takrat je pa jaz sem imel v osnovni šoli prej med prav dobrim pa med odličnim, no. Pa je pa padlo kar na zadostno, no. Kar orang padec je bil. Pa ne vem, jaz sem se pri testih recimo začel učiti 2 dni prej ali pa mogoče en dan, se to bo ena 2, da bo se ni važno. Pa evo, spet teater, pridem v teater, druga zgodba. Sem pa začel malo razmišljati drugače, pa moram reči, da prej sem bil velik homofob, to je treba kar povedati. Si bil homofob? Jaz A je recimo... to družina bila taka tvoja? Ja, pa ne, no. Nekaj vmes bi rekel, no. Ne vem. Kje pa je te pol to prišel, da si bil? Ne vem, jaz sem zrastel pri sestrah gor, pa Dana International, ko je bila, pa kaj še bilo, kaj takrat. To v bistvu dvoje je bilo, no. Pa je bila pa na Euroviziji ta Conchita, ko je bila iz Avstrije, pa sem še takrat govoril, kot sem rekel, po Grcu rekel, da je to babo oblečen. Sem rekel sam pri sebi, to ni za nikamor, ne. Pa sem začel razmišljati, ja pa se gledam jaz njega oziroma njo ali poslušam pesem. Pa sem pa takrat začel, sem rekel, dajmo besedilo poslušati pa pesem sama. Sem rekel, veš kaj, od danes naprej je pa res čisto vseeno. A je ženska pa ima brado, ali je tip pa je v žensko oblečen, ali kar ja. In sem rekel, mi je res čisto vseeno. In ja, pa spet teater bil tukaj zraven, da je spet malo pomagal pri tem. Da ti odprl v bistvu Ja, širino, ne? ja, ti dal, pa ne? razmišljanje pa vse, ja. Da si nisi bal. Ja. Ampak si bil zaradi tega nesrečen, osamljen, izločen? Uh, Oziroma, ti si vem, da si bil eno igralko lepo, našo Polonco, Ja, zaljubljen, zaljubljen, ne? ja. Kako to- Nisi bil edini prijatelj A moj. tudi, aha, okej. Ja, se tudi zdaj sem ugotovil, prijatelj je tudi toliko enih skupnih stvari, tudi on je začel hoditi prvo v dramo. Isto bil 2015 prvič v mestnem gledališču Lizistra to gledal, pa tudi med drugim bil zatreskan v Polonu juh, no. Sem rekel, no evo, kaj najdeš pol, no. Ja, ti ste kar trajali, ne, 3-4 leta ljubezen do Polone juh, no. Pa v osnovni šoli je bila učiteljica za slovenščino. Aha, Sicer sem mislil, jaz sem ji to povedal letos, ko sem bil na šoli, sem rekel, veste kaj, nekaj vam pa moram priznati. Sem rekel, jaz sem bil v osnovni šoli od 7. razreda, ko ste mi slovenščino učili, pa do 9. Kar malo zaljubljen v vas, no. Je pa rekla, a res, sem kaj takega delala. Sem rekel, najbolj se spomnim, v 7. razredu smo slovenščino imeli, pa mislim, da so takrat razredničarka je bila v tistem razredu, in so ji prinesli za poskusiti pač majico za valeto, a ne. In se točno spomnim, je dala tisto majico svojo dol in je bila, se je imela modrc, pa je imela spodnjo majico gor, ampak ko bi Boga videl tam, no. To je bilo to, ja. Zraven sem imel pa 2 sošolki, je rekla, Jernej, daj nehajte gledati, no. Sem rekel, če je pa lep. Pa tudi pol fina je, si mi povedal, je rekla, a to je pa lepo slišati, no. Pa tudi fajn je slišati od bivše razredničarke iz osnovne šole, transformacijo v bistvu zdaj v 10 letih. Jaz se točno spomnim, jaz sem tam sam sedel vedno v razredu, malo stran so bile sošolke, tih Bog ne daj, da bi kaj vprašal. Če je že bilo treba, sem se mogel orang prisiliti, pa kaj vprašati, no. V glavnem tih tam na hodniku sem za sebe stal, v bistvu izločen od vsega, no. Ampak z učiteljicam sem se pa vedno dobro razumel. Pa so pravili, ja, pa ona je hudič, pa ona ni v redu.
Pa nisem imel nikoli problema s kakršnokoli. Tudi s profesorcem nikoli. Recimo pri matematiki smo imeli eno, no se ta je bila res malo na hard, pa tečna pa vse, ampak pač ima tak način in konc. Če ti ne paše, kaj boš naredil? Edino se lahko izpišeš ali pač potrpiš, a ne? Pa pač itak potrpiš raja, ne? Sam še tudi danes matematike nimam preveč rad. Ne, Pa kemija, pa fizika, stran od mene, ne morem. To še nekaj. Ampak jaz sem videla zdaj, pa tudi, ki te malo spremljam, kako pišeš, ko fotografiraš kakšnega moškega igralca, tudi zgleda, da si zaljubljen vanga. Ja, v bistvu jaz sem z moškimi prvo začel fotografirati. Aha. Vprašal sem takrat, ko sem jaz malo bolj začel fotografirati, sem rekel, veš, kako žensko fotografira. Pa je bilo pa 5000 izgovora. Ja, pa ne vem, a pa misliš, da mi bojo nipli stali na fotografiji, a misliš, da imam joške v redu, a misliš, da sem faca v redu. 5000 pripomb pa izgovorov in sem rekel, poglej, za eno žensko jaz najdem, jaz dobim 3 tipe za tisto žensko. In sem v bistvu, se pravi, jaz sem 16 začel malo bolj konkretno slikati, 16, 17, 18, 19, samo na tipih bil. Jaz sem šele v Milano 2018 prvič, da sem imel v bistvu žensko malo več kot 30 minut za fotografirati. In sem se pač navadil in vem, kaj mi je pri moškem na sliki lepo, mislim, bolj ga znam usmerjati, kot pa recimo žensko. No, se tudi žensko, ja, ampak sem bolj domač pri moških pri fotografiranju. Pa sem imel pa v Interkontinentalu v Ljubljani eno bivšo Playboyevo zajčico. Pa reče moj kolega, ko je bil zraven fotografije, rekel, da je pa dobra mačka. Sem rekel, veš kaj, zaradi mene je dobra mačka ali ni, jaz tukaj slikam, ne študiram na kakšne druge stvari ali karkoli, mislim, nikoli. Pa sem rekel, a bi se ti gola slikala v banji, ko sem imel pa mleko noter. Mislim, nisem imel zdaj sam mleka, ampak malo mleka je bilo toliko, da je bila barva druga. Ja, ni problema. Pa gre noter, jaz sem bil tam ko hlod, ko lipo obok, ker nisem vedel, kam naj da roko, da bo v redu zgledal. Pa sem rekel, joj, deva raj, ker gor si v bistvu imela tako čipkast body, ja. Sem rekel, deva kar v tismo slikati. Pa tismo ime pa malo bolj šlo s tistimi pozami, no. In res, ko lipo obok, no. Ne vem. Tako da sem si imel vsaj jajca, da si to rekel, ne, veš, marsikjer moški, ki je takole hodil po ulici, pa znajo lajati ali pa ogovoriti vsako žensko, ne bi imel teh jajc, tega naresta, veš. Ja. Ne? Glede na to, kako si prej pravil, da si bil tam zraven, si sedel v šoli, pa to ne. Jaz si ne bil po bivši Playboyevi zajčici reči, daj, a bi se gola vlegla. Še manj bi si pa upal pol reči, daj si pa bol. Ja. Zelo mu bil na kamero pritiska, ampak bi po fotku. Ampak nekaj mi povem, veš kaj, jaz vem, naprimer tudi, jaz se celo življenje moram fotografirati, ne? In jaz sem, oče mojega prvega sina je bil fotograf, zelo dober, Jendo Štoviček je umrl, ampak je bil tako res dober fotograf, ne? In jaz sem pri njem dala vse to skozi, da si ti lahko na fotografiji neskončno lep, lahko pa tudi neskončno grd, ne? In od takrat naprej sem jaz dokaj sproščena, ko grem fotografirati in niti na pamet mi ne pade, da bi se jaz tam pa takole delala, ne? Zdaj pa tega vsega vidim ves čas. To dela sam, ki dela selfije za Instagram. Ja. Tam je pa nagačata. Ne. Jaz ne znam tega, mislim, meni je to neume. Oj, mami, a gremo pogledat. Jake, lahko daš še ne par fotografij z Instagrama. Ti jaz pokažem, kako je res. To je sin, veš, kaj je tako kritičen do mame. Nekam pa umrla, pa bo govoril moja mama. A veste, kako je bila ona fajn. To bo za TikTok. No, v glavnem, ampak hočem ti reči, in poslušam, vidim, ker naprimer se ženskami slikam ali pa s kom, vsak ima o sebi občutek, da je grozen in da se bo ne vem kaj vse videl in v bistvu utrpne. Kaj ti misliš, zakaj utrpnemo? Pa zakaj tudi tako zelo popravljamo te slike svoje, no? Jaz bom z drugim začel prvo, urejamo slike. Jaz pri modni fotografiji, kar sem delal, toliko, da je bilo malo.
ni mi, da bi naredil lutko iz človeka ali pa faco porcelanasto, to ne morem, mislim, pač vsak ima svoj način, moj pač ni tak. Pri igralkah itak nisem nič, kak kontrast, pa te stvari smo popravljali. Edin, evo, pri eni, to je pa zdaj sicer pri tem projektu, ko ga delam na jugu, Milena Vasic, srbska igralka, imela en zelo grd herpes, pa tak, da ko si videl sliko, si, aha, herpes ima, si takoj vedel. To si popravil. In to sem popravil. Ja. To je bilo edino, drugač pa nikoli pri teh dveh projektih nikoli nič, tudi pri igralcih nič. Kar se pa tiče slikanja, pa da utrpnemo, nimam pojma. Zakaj se sami... Jaz recimo, ko sem imel, letos so mi rekli za Borštnikova, da moram poslati ene par novih portretov. Svojih? Svojih. Ja. Kje bom jaz zdaj to dobil? Je rekla, ja, enega fotografa imete, da vas bo slikal. Sem rekel, jo, najboljš, po zihar ne bo kaj ratal. In sem si doma sem se lepo zrihtal, obleko, grem pred sedežno, na sedežno sem si dal pa vse slike, kjer imam po stenah ukvirjene od pač moje fotografije, kar sem delal, iz Milana odigral knjida ni, pa si jih lepo jaz v zadnje, tako lepo v zadnje naredim, pa gledam, sem rekel, pa vse v zadnje je že kar lepo, sam bom pa jaz zraven, pa se pa kvaril mi ni. Pa sem si jaz prek Bluetootha preklopim s telefonom na fotoaparat, pa naredim par slik, ja, pri eni, pa mi ni nos všeč, pa mi ni usta všeč, pa se smim ne v redu, v glavnem 5000 stvari, ko mi niso bile všeč. Sem rekel, zdaj pa vedno naredim, pošljem 2-3 osebam par slik, a se na to si pa kar čeden. A ja, ok, če ti rečeš v redu, pa gre pa ta slika naprej. A pa sem pa kar dal naprej. Če pa ti rečeš, je pa kul, ne? Ja, sam pri sebi 150 slik sem takrat naredil. Nobena, res nobena, da mi ni, ne vem, ne morem se jaz gledati. A če mi pa kdo reče s telefonom slika narediti, ni problema, naredim brez problema, mi bo vsaka všeč. S fotoaparatom pa kar nekako ni šlo. Fotoaparat je torej nek filter pri tebi, ne? Ja, in sem pa tiste 3 osebam poslal 5 slik, pa zanimivo, vsi so rekli 2 slike iste, pri vseh je bilo isto mnenje. No? In sem rekel, v redu, ti 2 sliki greš tam naprej. A misliš, da je tukaj povezano s tem odnosom do sebe, da imaš sebe rad? Ne tisto narcisoidno, narcistično, da se ti v bistvu ves čas rad slikaš pa nastavljaš, ampak enostavno, da se sprejmeš takšnega, kakršen si. Ali pa če se bojiš, da je In drugi ta tebi... čas definitivno ni čas, kjer bi se lahko, vsaj po fotografijah, ljudje sprejemali takšne, kakršne so, pa ves čas o tem govorimo. Ja, bi bilo s tem povezano. No, saj, ne vem, pri meni je že s tem povezano. Mislim, pa za vsak je pa se, pa bom redno na sliki, pa take stvari, pa bil sem recimo letos imel prvič na premieri Vanja Sonja Mašen Špik v Mariboru, pa so se z Natašo Matjašec slikala, pa prije fotograf tja, pa sem rekel, da je se sami naslikal. Ampak je bila še ena oseba zraven, pa je bilo mogoče malo drugače, kot pa če bi sam bil slikan. Pa ne vem, tudi mogoče malo z zunanjim izgledom povezano vse skupaj. Jaz sem se, ščitnici imam probleme, ta teden jih bomo končno rešili. Grem na terapijo z radioaktivnim jodom, pa bomo potrkali, da bo v redu. Sicer boš rekel kile, ne? Kile, ja. Kile so mi šle ful gor. Ščitnica, ja. Ja, pa jaz gledam med korono, je to bilo lih 2020. Bolj sem hodil ven, več sem telovadil, kilaža šla kar gor. Jedo 3-krat na dan, normalno. Sem rekel, porka duš, to pa zdaj nekaj ni v redu. Pa sem malo tečnaril pred zdravnici, da mi je dala malo na kakšne preiskave. Ja, pa sej ni. Jaz sem pa šel pa kar doktor Google, mi je pa povedal simptome in točno taki simptomi so bili, da bi pač bili s ščitnico povezani. Pa sem šel pa lansko leto v eno trgovino z naravnimi pač stvarmi v Velenju. Pa mi reče, gospod, vi imate pa malo ščitnico odebeljeno pa utečeno. Sem rekel, en laik mi je to povedal. Zdravnica me je pa parkrat vmes videla, pa ni nič rekla. In sem jaz pa po slikah gledal, da sem že 2019 imel odebeljeno oziroma zatečen vrat. En tak
bi rekel, en tak pasek tukaj dol se mi recimo pozna. Pa hiter kridat sem tja, no in pa smo ugotovili, da mi dela ščitnica 450% preveč. Sem rekel, koliko? Je rekla 450%. Sem rekel, sam, okej. Kot drugač mene je bilo pa, sem rekel, če bi se verjetno zredil od hrane, bi tudi kak holesterol se poznal, BP izvidi, cuker, vse v redu, BP. No pa smo pa začeli z tabletam, v prvem mesecu brez problema, 4 kg, nič nisem delal dol, pa je pa stagniral do letos, do junija, sem rekel zapodast. Če me ne zna ena zdravnica pozdraviti, bom pa drugi šel ali karkoli, ali pa drugo mnenje, pa tudi če rem samo plačniško. Po se mi je pa zgodil, jaz sem šel julija na morje, v Poreč sam, pa sem rekel, pripravljam si vse stvari, pridem jaz na morje, razpakiram, ki so pa tablete za ščitnico, jih pa ni bilo. In sem takrat čisto pozabil tiste tablete jest, jih nisem cel julij jedel, jih nisem cel avgust jedel. V začetku septembra sem pa rekel zdravnici, da dajmo malo hormone na pregled. Ja, boljši izvidi, kot prej, ko sem tablete jedel. Sem rekel, da moraš verjeti. Pa sem začel še pa v... Ja, zaradi tega, ker ščitnico je treba ciljeno zdraviti, ni tako preprosto. Ja, pa da imaš točno, da ti prilagajajo pa tablete, eno tableto ali dve ali kakorkoli. No. Pa sem pa avgusta sem začel pa v fitness hoditi. Prvi dan, ko sem šel, to me bo zihar vsi tam gledali, pa ne bi, pa me je strah, pa ne veš. Pa pridem tja, noben se ni vzel, me sem rekel, fajn, super. Sem šel prvič sem že prej bil, ko sem na morju bil, sem že malo poskusil, da sem videl, koliko je kaj, ko sem v bistvu takrat prvič bil. No. Zdaj hodim pa na vodene vadbe, smo pa v zanimivi skupini, 10 žensk, pa jaz edini moški zraven. Ti ni težko? Ne, ampak so take nad 45 stare, da jih tukaj pa... Se ne moreš kaj zaljubiti. Ja. Ja, pazi se. Ja. Nikoli ne veš. Ne, zihar ne. Ker imam občutek, da ti kljub vsemu niso bile všeč samo mlade ženske, da nekako imaš neko, mislim, da ti pri Imaš letih... občutek za zrelost. Za zrelost, ja, oziroma da nisi človek, kot te jaz čutim, ki bi rangiral ljudi po letih, po zunanji bleščavosti, ampak da nekaj drugega iščeš v človeku. Ja, ni mi mislim, starost, ne vem, čisto vse, ampak dober. Pustimo recimo Polono Juh, ko bi mi lahko mama bila recimo, ne, ampak v redu, pač je bila ena v redu izkušnja, če ne drugega, ne. Isto učiteljci za slovenščino. Moški se iz tega učimo, ne. Ja. Iz te zaljubljenosti v žensko, ki verjetno nikoli ne boš mogel dobiti, ne, ki je starejša od tebe in jo gledaš z velikimi očmi. Meni so bile to največje šole, stari v life. Ja, kaj bi ti hotel še povedati, naprimer, zdaj imamo enkratno možnost, da poveš, naprimer, nekaj, kaj si še želiš delati, kaj si želiš, da bi se na svetu spremenilo? Na svetu spremenili, da bi mogoče malo bolj gledali in na druge in na sebe, oboje dvoje. Pa da bi mogoče malo več dali bom rekel, jaz bi rekel temu na psihične motnje pri človeku. To recimo se zelo malo govori, recimo, no. Psihične motnje misliš kaj? Mislim, motnje, ne zdaj, da si ti schizofren ali karkoli, ampak prideš nekako depresijo, ne. Pa vedem, ker ta prva stvar, ko ti reče, a bi kar ene zdravile napisali. Ko da bo zdravile zdaj pozdravlja. Se verjetno en teden ali pa 14 dni, sam pa treba iti, pa jih je pa treba nehati. Ti imaš kakšno izkušnjo z depresijo? Z depresijo, kaj bi rekel? Ja, 2, no, evo, 2. 2? Ja. Orang? Globoke? Ena je bila orang, ja. Ta prva je bila pa se to že ni več nobena skrivnost, pri ta prvem coming outu, zato sta bile tudi samo 2 ženski ljubezni. Ja. To je bila ta prva ena taka, no. To težko? Je bilo, ja, no. Zdaj pa... Kaj ti je pa pomagal? Kaj te je ven povlekal? Ja, spet ista stvar, ko leta 2012. Gledališče. Kakšna reklama, to moram povedati, jaz v Drami, da si ti dobra reklama. Ti bi bil
Dramski fotograf, naš. Ja, bi bil, če bi zraven prišel. Če bi zraven prišel, ja. ne? Težko zraven prijeti, ne? Jaz sem že prosil v Mariboru za, ful sem rekel, bi enkrat poskusil pač fotografirati vaje. Vaje, ja, pa predstave, ja. Pa sem že imel opcijo, da bi šel, ampak bi lahko slikal samo iz, v bistvu iz, ne iz parterja, ampak iz lož. Iz lož, ja. Če mi zdaj tako objektiv dobi, da mi jaz lahko slikal, če ga nimaš, a ne. Pa sem rekel, raj, ne, če že ne morem biti v parterju, pa od tam slikati, bo že enkrat opcija, sem rekel. Zdaj sem bil pa proti včerajšnjiku sem bil pa v Zagrebu, sem bil pa v HNK-ju, sem se pa Jadranka Džokić, prvakinja drame je, no, Dušan Bučan pa Mislav Čavajdas, te tri sem pač tam fotografiral, vseh še imam več, ampak to sem zdaj tam začel. Sem pa rekel, joj, bi bil pa vesel, če bi bil deležen ene ekskurzije po stavbi noter. Pridemo na oder, so lih pripravljali sceno za Don Juan, če je bila premiera, in sem rekel, pa tiste luči, ko vidiš, je pa v bistvu dvorana nekaj med dramo pa med opero. To je tako lepo bilo, pa gor tiste poslikave gor na stropu, sem rekel, ja, glih toliko, da se nisem zjokal tam na odru, no. Po me pa tudi od spodaj pelala pokazati pod odrom vse, v glavnem vse sem videl, baletne dvorane, vse, kar je bilo možno, no. Pa sem pa jaz iskal noter, prvič eni stavbi, niti ne veš, kje bi pač fotografiral, pa najdem jaz, v bistvu imajo tam noter novinarske te konference, ja, za predstave pa to, lep plac, rekel sem svetloba, mi pa ni všeč, ker so bile luči pržgane, ampak so take bile medla svetloba je bila. In se rekel, gremo mi, jaz sem bil v bistvu v zuni, sem stal med vrati, ona je bila pa, ne vem, mogoče meter pred mano, da je bila res naravna svetloba pol, no. Poslikamo, včeraj sem pa pol slike poslal, ma predivno. Sem rekel, fajn, super. Drugače v Zagrebu bom vse fotografiral v galeriji Kranjčar, razen kar je v HNK-ju, jih bom pač tam, no. V galeriji Kranjčar sem bil pa tudi zdaj prvič, je pa svetloba taka, da dol padeš, na stropu imajo... Svetloba je tista, ki dela... Najbolj pomembna tukaj, ja. Pa tudi ozadje je še črno je, sem rekel, aha, no evo, če nisem v Ljubljani tega najdel, sem pa v Zagrebu. In sem tam tudi pač fotografiral, to je bila pa Mirna Medaković, je pa zanimivo, njo sem gledal pred parim letim v seriji hrvaški, sem rekel, no evo, da še pa uživa. Zdaj imaš pa še uživa. Uživa, ja. Drugače sem pa od 2006 leta pa do 2014 oziroma celo do 15 pogledal 72 mehiških telenovel. To se pravi z našo babiko. Ja, se pa ni čudno, da je bila šus na šus slovenščina, če sem od 3 do 7 gledal nadaljevanke. Ampak recimo naših pa zdaj ne morem gledati. Usodno vino, usodno vino je bilo na začetku. Tistega še mogoče malo ja, ampak po mi pa po hrvaško povedan dosadi, pa pride ona mama iz Amerike, pa pride teta iz tam, pa dobijo očima, pa v glavnem preveč oseb je pol na novo noter danih v zgodbo. Ampak pod eno streho si pa gledal, ne? Ja, ne, tiste stare so mi bile vse v redu. To je bila original telenovela, ne? Takrat so probali narediti slovensko telenovelo. Aha, pa tudi vlekla se ni preveč dolgo, recimo. Kot, ne vem, pa bila reka ljubezni, oma moja, 5 do 8, hiter gremo gledat, obvezno. Bog ne daj, da bi jo takrat klical ali pa kaj rabo. Ne, jaz nimam cajta, jaz gledam nadaljevanko. Ne vem, ne morem. Torej, Jernej svetuje galerije, fotogalerije, umetnost, predstave, gledališče in pogum, to, da si pa tako vztrajen, pa kapo dol. In mislim, res... Meni je tudi najbolj ostalo to v glavi, ker rečeš, jaz se izgubiti nimaš pa nič. Pa sem napisal. Meni si dal to zamisliti. Hvala. Pričakujemo tvojo pesniško zbirko in še veliko dobrih projektov, ki sledijo resnici, temu življenju takšno, kakršno je. Ja, hvala lepa. No. Hvala. Hvala, Jernej. Bye, bye. In hvala našim sledilcem in gledalcem
tako kot vedno, Ja. pofollowte, sledite Kako nam. se reče po slovensko? Subscribe. Pridružite se. Naroči se. Naroči Ni tako. se na YouTube. Naroči se je takoj nekaj zgleda, kot da bi moral nekaj plačati ali ne vem kaj. A ni tako? Upišite se na listino. Ja. Upišite se na YouTube, na TikTok, Instagram, na Facebook, pa nekaj, to je tako nebes, ker si tako bedni. Prav Jaka. Nekaj, prosim te. Hvala, ajde, čau. Čau, hvala Jernej, hvala. Hvala, ja.